Pred nami so prazniki, dopusti, potovanja in večina nas v tem času razmišlja predvsem o tem, kam gremo in kako se bomo imeli. Ne vem pa, koliko je tudi takšnih, ki razmišljate o tem, kaj pa zavarovanje v tujini. No, in prav o tem bo danes govora, kaj vse gre lahko narobe, ko smo na potovanjih, oziroma kaj je tisto, na kar moramo pomisliti, predno gremo na potovanje. Z mano je danes Peter Filip Jakopič iz zavarovalnice Triglav, ki ima definitivno najboljši vpogled v zelo konkretne primere in predvsem tiste konkretne nasvete za vse nas, ki se kmalu odpravljamo kam na lepše. Dobrodošli. Lep pozdrav. Je res tako, ne, da Slovenci oziroma ljudje na splošno veliko bolj razmišljamo o tem, kam gremo, kaj bomo tam počeli, kaj bomo tam videli, pozabimo pa včasih na tisto najbolj pomembno stvar, zavarovanje. Ja, ljudje smo naravnani v glavnem tako, da v teh lepih stvarih pa pozitivnih razmišljamo. To, kar gre lahko narobe, je bolj v drugem planu, ne. Ampak nasplošno je pri zavarovanju velja, ne, da je to v bistvu edina stvar na svetu, kaj jo kupaš, pa si želiš, da jo nikoli ne bi uporabil, ne. In tudi tle pri teh turističnih zavarovanjih je zgodba enaka z tega vidika. Bi rekli, da smo Slovenci dovolj pripravljeni v smislu zavarovanja, kadar pomislimo na tujino? Kakšna je zavest recimo pri nas? Tako bi lahko rekel, da Slovenija sploh, če pogledam recimo v evropskem merilu, ne, smo po mojem evropski prvaki pri avtomobilskih zavarovanjih, ne, se pravi, pri avtu ne sme biti nobene praske in tako naprej, ne, pri hišah smo že bolj popustljivi, če tako rečem, ne, je zavarovanost že bistveno nižja, ne, in potem pa sledijo pa ta turistična zavarovanja, ne, tudi vidimo recimo, ko pogledamo, koliko teh zavarovanj letno sklenemo, ne, bi lahko rekel, da so za avtomobili pa recimo domskimi zavarovanji nekje na 3. mestu, ne, kar pomeni, da daleč od tega, da bi vsi ljudje to zavarovanje sklenili, ki grejo v tujino, bodisi poslovno, na potovanje, tudi vedno več je tega študija v tujini, velike teh študentskih izmenjav, ne, to je nekaj, kar pred 20 leti, 30 ni bilo aktualno, ne, tako da imamo tudi veliko teh polic sklenjenih tudi za razne študente, mlade, ki grejo za določeno obdobje študirati v tujino. Pa razni te, kako jim že rečemo, nomadi v smislu, ko vzamejo računalnik in grejo delovati v tujino. Ne? Ja, teh je tudi vedno več, ne, ko v bistvu posel praktično ne zahteva več neke fizične prisotnosti, ne, in tudi skozi več je mladih, ki grejo v bistvu združijo prijetno s koristnim, no, tako da tudi oni potrebujejo pač tako zavarovanje v tujini. Zdi se mi, da kadar gre za neko takšno daljše obdobje, ne, govoriva zdaj recimo za študente ali pa te, ki gredo delati nekam, zdaj se mi zdi, da je tako Bali zelo aktualen, ne, ker vsi bi bili tam, da morda takšni, ko grejo za dlje časa, pomislijo na to in rečejo, to si pa res moram zrihtati, kaj pa če se kaj zgodi. Medtem ko te krajši oddihi, sploh se mi zdi nemogoče te glavni dopusti, ampak tisti, ne vem, podaljšan vikend nekje v tujini, lahko je to Hrvaška, lahko je to kjerkoli, pa koliko od nas to res pomislimo, ne? Ja, res je, ne, da v bistvu s to razdaljo, kamor greš, se tudi zavedanje veča. Večina ljudi se pa ne zaveda, recimo vi, če že greste smučati 10 kilometrov za mejo, ne vem, na Višarje recimo, ne, in se vam nekaj zgodi, ne, pač vas bojo obravnavali oziroma potrebujete neke storitve, ki pač zaradi tega, ker niste več v Sloveniji, potem potrebujete tako zavarovanje, če želite, da imate res kakovostno in pa celovito obravnavo. Ne. Se pravi, ni potrebno, da se vam na Baliju nekaj zgodi, ne, zadosti že na drugi strani meje. A bi rekla, da gre za pozabljivost ali da to zavedanje za neko tveganje, da gre lahko nekaj narobe, še ni dovolj visoko? V bistvu gre za kombinacijo predvsem tega, da ljudje mislijo, da jim pač ta zavarovanje oziroma ta evropska zdravstvena kartica, ne, kar v določeni meri drži, ne, če smo povsem iskreni, ne, tiste čisto osnovne neke storitve, ne, se pravi
nikjer ne boste ustali, vas bojo pozabili in boste, bog ne daj, umrli na kraju nesreče. Ne. Je pa bistvena razlika med storitvami, ki jih nudi turistično zavarovanje, ali pa med storitvami, ki smo jih deležni že po sami zakonodaji, po bilateralnih dogovorih, po evropskih direktivah v bistvu, ne, z nekimi storitvami, ki jih nudi država na tem svojem območju. Ne. Se pravi, eno je to, ne, drugo je zavedanje, da v bistvu ljudje niti ne pomislijo, ne, oziroma se nekako bolj zanašajo na določene te storitve, kot sem jih že prej omenil, no, tako da bi rekel, da je tako kombinacija recimo obojga, no, da gre lahko za eno in drugo stvar. Ja. Se mi zdi, da morda potem enkrat, ko imamo družino ali pa ko imamo otroke, da je ta pozabljivost manjša oziroma da je to zavedanje mogoče majčkeno večje, ker se kot starš, če ne zaradi sebe, se pa potem bojiš, kaj pa če karkoli na dopustu se zgodi z otrokom, ne? Ja. Pa se morda potem tehtnica takrat majčkeno bolj prevesi v to pozitivno smer zavarovanja. K evropski kartici se bova še vrnila v nadaljevanju, ker bi rada, da mogoče majčkeno konkretno pojasniva, kaj so tiste razlike. Me pa zanima, če sva lahko zdaj kar majčkeno bolj konkretna glede samih primerov, ki se najpogosteje recimo zgodijo v tujini, pa na njih res ne pomislimo, da se lahko. Zaradi česa ste največkrat klicani? V bistvu klicani smo največkrat tako, če pogledamo iz vesolja, imamo dve skupini primerov, ki se največkrat zgodita, ne. Eno je to, da ko smo v tujini, predvsem na dopustu, smo bolj športno aktivni, ne, se pravi tipično je, ne vem, pozim smučanja, ne. Polet pa razne poškodbe, ki so povezane z vodo, ne, bodi si so to neki nesrečni skoki v vodo, bodi si so to kakršnekoli težave, do katerih pride v povezavi z vodami, a ne, se pravi, to so neki nenadni dogodki, neke poškodbe. A ne. Druga velika skupina primerov je pa to nenadno poslabšanje bolezenskega stanja človeka. Ne. Se pravi, vam se lahko snepič ulame, recimo v Združenih državah smo ravno pred 2 meseci obravnavali tak primer, recimo, a ne. To verjetno zelo malo ljudi pomislila, ko gre v Ameriko na dopust, da se mu pa lahko slepič ulame. Ampak ja, to se pač dogaja. Ne? In v primeru, če nimate takšnega zavarovanja ustreznega, ste potem pač žal vso to finančno breme ostane na zavarovancu. In večinoma, oziroma ljudje so zelo, bom rekel, presenečeni, pa zelo veseli, ko ugotovijo, da pa niso pozabili skleniti tega zavarovanja. Ne? In pol vidijo to direktno primerjavo, kaj bi pa bilo, če ne bi imeli tazga zavarovanja. Ne? Potem zelo tipično, recimo, ne vem, v zimskem času veliko Slovencev hodi smučati, Italija, Avstrija, Francija, recimo, ne, to so tudi države, iz katerih dobimo največ klicev. Ne. Polet pa prevladuje seveda Hrvaška, ne, Slovenci pač že od nekdaj najraje hodimo na Hrvaško na morje, pa potem se tudi pojavljajo zdaj te nove destinacije, kot so že prej smo omenila Bali, Vietnam, Egipt, recimo, ne, Turčija tudi zelo pogosto, ne. Tako da v poletnem času, pa v času teh raznih zimskih počitnic ali pa krompirjevih, pa iz teh držav v bistvu dobivamo največ klicev in potem ljudem pomagamo. Se mi zdi, da bi morda, upam, da bo kdo, ko bo poslušal najin pogovor, rekel, ok, od zdaj naprej imam vrstni red, letalske karte, nastanitev, zavarovanje, potem pa šele, kaj bomo tam delali in kaj bomo počeli. Ne? Ker mečkam tako izhajam iz sebe, zato sem prej omenila družina in tako, ker se mi zdi, da se ti takrat mečkam ta zavest spremeni. In ko izhajam iz sebe, ravno to, kot ste rekli na začetku, je bilo super, ne plačaš in upaš, da tega res ne boš potreboval. Hkrati se mi pa zdi, da greš na takšno potovanje nekoliko bolj sproščen. Saj, če iz sebe zdaj izhajam, jaz, ko vem, da imam to vse urejeno, ne bom zdaj rekla, da tvegam, pa da iščem kakšne situacije, kjer bi se kar lahko zgodilo, ampak tako se mi zdi, da si lahko dejansko mečkam bolj miren in če to obstaja, res škoda, da se tega ne poslužujemo. Ne? Ja, vsekakor. Ne. To bi pritrdil temu, ne, da v bistvu prisotnost otrok res verjetno za kakšno stopno dvigne še to zavedanje. Ne. Tudi če pogledam, recimo, ne vem, mi imamo praktično več kot 2/3 zavarovanje sklenjeno družinsko, ne, kar pomeni, da ti v bistvu s to zavarovalno polico pokriješ pač vse družinske člane, ne samo sebe. Ne.
In tudi, tako, če pogledamo predvsem v kakšnih bolj eksotičnih državah za naše slovenske pojme, ne, so tudi otroci veliko bolj dovzetni za kakšne okužbe, pač zato, ker niso še povsem dozoreli v tem človeškem smislu in so sigurno bolj nagnjeni k kakšnim okužbam ali pa vnetjem, recimo, ne, in veliko imamo tudi primerov, kjer je v bistvu so otroci tisti, ki jim je potrebno pomagati. Zdaj pa, da ne bova tako govorila in delala kar zaključke, da Slovenci pozabimo na zavarovanje, ker je veliko takšnih, ki seveda na to ne pozabijo. Pa je vseeno fino, da opozoriva, da tudi ko sklepamo zavarovanje, je pomembno, da pazimo, kaj naredimo, kaj sklenemo, ne? Da ni potem, da saj imam zavarovanje, potem pa, ko si v Združenih državah, pa ugotoviš, sam za slepič pa ne. Ja. V bistvu, kar je treba paziti, je predvsem ta višina limitov, ne, do katerih zavarovalnica pač povrne škodo oziroma zagotavlja te svoje storitve, ne. Tako, zavarovalnice na slovenskem trgu imamo že tako standardno v ponudbi neke pakete, od nekih najbolj osnovnih pa do nekih najbolj, bom rekel, nadstandardnih. Ne. Zdaj tako, mi svetujemo, nekdo, ki gre 2-krat na leto za 5 dni v Umag, pa ni preveč športno aktiven, pač plava, se sprehaja, recimo, ne. V takih primerih povsem zadostuje že nek čisto osnovni paket, ne. Tudi stroški, sprav vedno moramo pogledati, kakšen je zdravstveni standard v državi, kamor gremo, ne, predvsem z tega finančnega vidika. Ne. Vidimo po naših primerih, da recimo cene zdravstvenih storitev, ne, recimo v nekih Združenih državah Amerike bistveno odstopajo od cen, ki jih poznamo v našem delu Evrope. Ne. In če se vam zdaj, če malo parafriziramo, name slepič v Umagu ali pa na Floridi, je bistvena razlika. Ne. In če se vam slepič ujame v Umagu, vam zadostuje že najnižji paket, medtem v Združenih državah, ne, smo pa videli, so imeli pač zavarovan že ta višji paket, zato da jim je dejansko vse te stroške pokrival. Ker morate vedeti, se pravi, vas morajo oskrbeti v državi, kjer se vam zgodi. Potem znotraj države obstajajo potem razni prevozi, mogoče vas iz neke bolnišnice pripeljejo v neko drugo, ki je bolj usposobljena za reševanje vaših težav. Ne. In vse to krije, to turistično zavarovanje, recimo, medtem ko vam ta modra kartica EHIC, pač European Health Insurance Card, vam pa tega ne pokrije, recimo. Ne. In potem morate še v domovino priti. In verjetno mi ni treba posebej razlagati, da prevoz iz Umaga v Sežano pride bistveno manj kot iz nekih Združenih držav, kjer vas morajo mogoče celo v nekem prilagojenem stanju z nekim spremstvom pripeljati. To ljudje tudi dostikrat pozabijo ali pa ne razumejo, da ne morete kot normalen potnik potem sedeti na 7C sedežu 10 ur neprekinjeno, ampak vas morajo ustrezno prilagoditi za prevoz domov, največkrat je tudi neko spremstvo potrebno, včasih celo spremstvo medicinskega osebja, pač odvisno od težav oziroma odvisno od primera, ampak v teh primerih pa svetujemo te višje pakete. Tudi recimo, kadar se pogovarjamo o kakšnih bolj eksotičnih državah, kjer je relativno malo ponudbe teh zdravstvenih storitev in so pa tudi cene praviloma zaradi tega večje. Tudi le deluje ta, bom rekel, osnovna ta tržna logika. Tam, kjer je veliko ponudnikov, je veliko lažje organizirati, tudi hitro dobiš neke termine za razne operacije, posege in tako naprej. Medtem ko če pa potujemo v kakšne bolj eksotične države, kjer je pa že standard sicer nižji in je tudi manj teh ponudnikov, tam so pa stvari bolj problematične. Zdaj, ena od prednosti tega turističnega zavarovanja, recimo v primerjavi s to modro kartico, kot ji pač v žargonu rečemo, ker je modre barve, je tudi ta organizacija vseh teh storitev. Ker eno je to, da imaš pač finančno to kritje, to, kar ste prej omenili, da si brezskrben, ampak v resnici v praksi pa vidimo, da največja dodana vrednost je pa ravno v tej logistiki pa organizacija. Predstavljajte si, da vas kača ugrizne v neki Argentini, zdaj si morate zorganizirati nek prevoz, treba je komunicirati tako z lokalnimi zdravstvenimi ustanovami, ki ponavadi zahtevajo neka dokazila, kdo bo plačal te storitve in tako naprej. In v primeru turističnega
zavarovanja imamo pač posebne centre asistenčne, ki ravno to vlogo opravljajo. Ne. To pomeni, da namesto vas vse zorganizirajo, izvedejo. Ne. Vam je takrat seveda v prvi fazi, ljudje so v stresu, ne. Predstavljajte si, ne vem, da se vašemu otroku nekaj zgodi, ne. In res zadnja stvar, ki jo takrat potrebujete, da boste še sami mogli to vse nekaj zorganizirati. Ne. Poleg tega, da jasno tudi finančno kritje. Na koncu vedno pride račun, ne. Tako kot vsaki stvari v življenju, ne. Na koncu mora nekdo ta račun plačati. Ne. Ampak predvsem je pa ta logistika, recimo, se mi zdi še večja dodana vrednost tazga zavarovanja. In mislim, da sva s tem tudi odgovorila ravno to razliko, kaj pomeni, če imamo samo takšno zavarovanje, oziroma zdaj, če grem nazaj na evropsko zdravstveno zavarovanje, ne, ali pa še to neko dodatno. Tako kot ste rekli, absolutno se takrat ne želiš, oziroma mislim, da nimaš takrat ravno dovolj kapacitete, da bi se še s tem ukvarjal. In je dober občutek, sej tako kot ste rekli na začetku, sej isto je pri avtu, ne? Če vemo, da imamo dobro zavarovanje za avto, pa imamo, ne vem, od asistence do vsega, potem tudi, ko se ti na avtocesti recimo, da avto pokvari, ne, ti tudi najbolj paše, da samo pokličeš zavarovalnico, pa se vse spelje naprej, ne pa da se še sam. To je namen teh produktov. Tako. V bistvu. In tako, treba je morda res še to še enkrat poudariti, ne, če tako zelo poskrbimo za svoje vozilo, da nimamo s takšnimi stvarmi zapletov, ne, dajmo potem tudi, ko pride do našega zdravja. Ne. Kje se v praksi še lahko pokaže, da recimo kartica zdravstvenega zavarovanja, zdaj če govorim za to evropsko, ni dovolj? Recimo, dosti imamo primerov, predvsem, kadar se nekaj zgodi ali v gorah, v hribih, na smučiščih, ne, kjer so v bistvu lokacije, ki so nedostopne z nekim normalnim medicinskim prevozom, ne, in vas morajo reševati bodi si helikoptersko, bodi si na nek poseben način, recimo, ne, takih stvari, recimo evropska kartica ne pokrije, ne. Potem že prej sem omenil prevoza domov, potem prevoza znotraj države med raznimi, recimo, ustanovami, ne. In pa še, kar je treba poudariti, ne, v bistvu mi imamo pravice, recimo kot Slovenci, če gremo pač v tujino, ne, imamo pravice, kakršne imajo domačini te države, ne, se pravi, nas obravnavajo po standardih, ki veljajo v tej državi, ne, in če morajo domačini določene storitve recimo doplačati, tudi če so v Sloveniji že vključene v obvezno zavarovanje, ne, tudi za nas veljajo ta lokalna pravila, ne, tega ljudje recimo velikrat ne razumejo ali pa ne dojamejo, ne. Medtem ko pri turističnem zavarovanju pač zavarovalnica pokrije vse stroške, ne glede na to, ali so po obveznem zdravstvenem zavarovanju lokalno priznanje ali ne. Recimo, to je tudi ena od takih razlik, ki se v praksi pokaže kot dodana vrednost, da imamo tudi takšno zavarovanje sklenjeno. Pa je potem veliko takšnih klicev. Ja, kako pri nas se pa to krije iz... v bistvu, mislim tako načeloma, potem zavarovalnica itak spele, redki so primeri, ko mora zavarovanec neke stroške, recimo, ne vem, sam pokrit, pa je pol vrnemo, ne, največkrat tudi nam je to v interesu, ne, predvsem zaradi te dobre izkušnje samega zavarovanca, ne, vedno imamo v fokusu človeka, empatično se postavimo v njegove čevlje, ne, in se vprašamo, okay, če bi bili mi na njegovem mestu, ne, kaj bi si želeli, ne, se pravi, čim manj administracije, nobenega dela s komunikacijo in tako naprej, ne, in dejansko pač naš asistenčni center dejansko vse to izvede, ne, in tako da stranka na koncu niti ne ve, kakšne so pravice lokalno, ne, ampak če imaš tako zavarovanje, v resnici ti s tem ni treba ukvarjati, ne, in to je tudi ena od teh dodanih vrednosti, ne, se pravi, ni kasnejšega uveljavljanja nekih stroškov pri naši pač državni zavarovalnici in podobno. Torej moram pokriti sama, potem pa vlagam papirje in dobivam zneske nazaj. Ne? Zdaj, zelo sem si zapomnila stavek, ko ste rekli, smo empatični in se probamo vživeti v vlogo tistega, ki nas potrebuje. Pri zavarovalnici Triglav vem, da je to, bom rekla, tako eno glavno ali pa eno od glavnih vodil, kar je mogoče zelo pohvalno v zdajšnjih časih, ko se mi zdi, da na trenutke mogoče malo primanjkuje te empatije. Kaj bi še rekli, po čem se zavarovanje za tujino razlikuje pri zavarovalnici Triglav od recimo nekih drugih ponudnikov? Ja, imamo zelo visoke ocene strank, ko pride do teh situacij, tako kot sem rekel, fokus je stranka, fokus so njene potrebe takrat, in če si
usposobljen, da se postaviš v čevlje nekoga, ki potrebuje pomoč, potem tudi veš, kako mu pač pomagati. Ne. Tako da to je prva stvar, ki bi jo izpostavil. Potem pri ostalih stvarih, recimo pri nam lahko tudi sklenajo zavarovanje ljudje, ki se ukvarjajo s kakšnimi športi, ki jih druge zavarovalnice smatrajo za bolj rizične, recimo, ne. In so tudi seveda večje tveganje, ne. Taki ljudje so bolj nagnjeni k temu, da bojo potrebovali pomoč, ne. Ker če greš ti prosto plezat v Združene države, v neko skalnato gorovje, ne, je čist drug rizik, kot če greš plavat v Umagu 100 metrov od obale, ne, in tudi take, bom rekel, bolj rizične športe, recimo, ne. Ne vem, kaj zdaj to pomeni, ne. Imamo te, recimo, zračni del rizičnih športov, kot so neki, ne vem, recimo vožnja z zmajem, jadralno padalstvo in te, ne, pa imamo razne vodne športe, ki so mogoče bolj rizični, ne, in pa te gorski športi, ne, razno športno plezanje, alpinizem, recimo, ne. Tudi nimamo teh omejitev glede nadmorske višine reševanja, ne. Nekatere zavarovalnice bi vam rekel, ne vem, da nad 5000 metrov gorovje pa ne pokrivajo teh storitev, recimo, ne, mi pač to vse nudimo, ne. Trudimo se, da res to zavarovanje velja, kjerkoli kotiček planeta boste izbrala, ne, vam bomo pač to pomoč nekako nudili, no. Tako, to je naše osnovno vodilo, recimo. Kaj se pa zgodi, recimo, če smo v tujini, pa vemo, da imamo, ne vem, nek paket zavarovanja, pa da tam recimo nismo odkljukali, da bomo šli tudi malo plezati, ker nismo vedeli, zdaj smo pa glih v situaciji, kjer pa lahko gremo in glej ga zlomka, nekaj se zgodi. Ja, mislim, ponavadi je tako, da zavarovanja nikoli ne morejo za nazaj veljati, ne, to že pač po sami zavarovalniški Bibliji, ne, reče, da mora biti dogodek bodoč pa negotov, ne. V takem primeru potem edina zavarovalnica izplača nek proport škode, ne. Se pravi, ne bi dobili škodo v celoti povrnjeno, ne bi zavrnili, ne, ampak zaradi tega pač, ker niste za dosti visoko premijo plačala, ne, in to tudi opozorimo stranke, tako da teh primerov nimamo. V bistvu. Ampak lahko pa verjetno si mislim, če že imam zakupljen nek paket in se mi na poti spremeni plan potovanja, lahko verjetno kadarkoli pokličem, spremenim in tako. Ključno je to v bistvu, da to storite, preden se nekaj zgodi. Ne. To je pač zavarovalniška logika in ne samo pri teh produktih, pri vseh produktih. Tako, ja. Se mi zdi, da to se bom spet vrnila na avtomobile, hišo, to so nam kar poznane, ne, situacije, medtem ko morda pri teh zavarovanjih za tujino res nam ni tako zelo poznano, ker tudi je veliko ljudi, ki tega ne potrebujejo vsako leto. Ne? Res je, tudi če si plačajo, ne potrebujejo. Zdaj, povedala sva že, da je, ko izbirajo paket zavarovanja, pomembno, da seveda najprej kakšna je destinacija, da to premislimo, kakšen je zdravstveni sistem in tako, da potem na podlagi tega tudi zbiramo pakete. Kaj še je tisto, kar bi mogoče izpostavili, da je potrebno? Recimo, taka zavarovanja običajno, tako, več kot 95% dogodkov je to, kar sva že prej omenila. Se pravi, razne nezgode, bodi si pri športnem udejstvovanju, lahko se vam tudi nezgoda zgodi, lahko si tudi, ne vem, zaradi nerodnosti, hoje po stopnicah, zlomite nogo, poškodujete kolka, ne. Plus te zdravstveni zapleti, ki sva govorila, ne, teh je praktično več kot 95%. Ne. Drugač pa taka zavarovanja recimo vključujejo tudi zelo pomembno je zavarovanje odgovornosti. Ne. Naprimer, italijanska smučišča zdaj že več let zahtevajo v bistvu zavarovanje odgovornosti, a ne, se pravi, vas ne spustijo na njihova smučišča, če nimate ustrezno zavarovanje, ne, se pravi, če bi poškodovali nekega smučarja, ne, se pač smučišče noče ukvarjati s tem, kdo bo zdaj komu kaj plačal, ne, ampak reče, se pravi, po isti logiki, kot država vas ne spusti na cesto z avtom, a ne, preden ne izkažete, da ste sklenili ustrezno zavarovanje odgovornosti, a ne, ker država se noče pol ukvarjati s temi škodami, a ne, in enostavno reče, pokaži, da ima zavarovanje sklenjeno in potem izvoli na cesto, ne, in tudi Italijani rečejo, pokaži zavarovanje, izvoli na smučišče, ne, tako da recimo tudi to je pač eno tako kritje, ki je zelo pomembno, ne pride prav samo v Italiji obvezno, ne, pač v drugih državah zaenkrat še ni, a ne, čeprav mi pričakujemo, da bo verjetno v prihodnje se bo ta
praksa razširila tudi na druga smučišča. Ne. Potem imate noter še taka kritja, recimo stroške bivanja bližnjih, če more zavarovanc recimo ostati v tujini ali pa je v bolnici, ne, pol tako zavarovanje tudi svojcem krije stroške, da so z njim pač v bolnici, ne, ker noben si ne želi, predvsem v kakšni tujini, če se vam zgodi, ne, zadnja stvar na svetu, ki si jo želite, da bi tam sam 4 dni bil brez bližnjih, recimo, ne, take stvari. Potem pa zavarovanja takšna pa tudi krijejo neko tako pavšalne stroške, če bi odpovedali potovanje, ne, zaradi kakšnih razlogov, recimo, da bi zbolel pa ne bi mogel na neko potovanje, ne, in mi agencija pol ne povrne stroške v celoti, ne, in tako zavarovanje lahko pol tudi take stroške pač pokrija, ne, to so ponavadi opcijske, ne, se pravi, to se zraven doda, ne, ampak ključno, kar je pa to, kar smo že večkrat poudarila, ne, pač ta limit za to zdravstveno oskrbo, ne, je treba prilagoditi, se pravi, državi, nekemu okolju, kjer nameravamo potovati oziroma živeti dlje časa, bodi si kot v smislu dela, študija, česarkoli pač. Kaj bi pa svetovali za tiste recimo posameznike ali pa družine, ki veliko potujejo? Govorim recimo, da ne vem, gredo na vsake 2 meseca nekam in preživijo nekaj časa v tujini. Je za takšne primere fino, da vsakič znova sklepajo neko zavarovanje ali se takšnim recimo posameznikom bolj splača neko dolgoročno zavarovanje za tujino? Ja, mislim, to vsekakor se obstaja, splača, verjetno, ne? Obstaja, seveda. V bistvu taka zavarovanja sklenete pač enkrat in potem praviloma letno se samo obnavljajo, plačujete pač premijo vsako leto, ne, ampak zavarovanje vam pa velja, dokler ga ne odpoveste, ne, recimo, ne, tako da vam ni treba vsakič znova, ko greste čez mejo poskrbeti, a sem sklenil, a nisem pozabil ali kaj podobnega, ne. Tako da obstajajo tudi zavarovanja za ta enkratna potovanja, ne, samo ta so zelo redka, ne. Večina ljudi, recimo konkretno naša zavarovalnica ima v bistvu največ sklenjenih imamo ravno teh družinskih, ne, o katerih sva že pač prej govorila, ne, največ je teh družinskih aranžmajev in teh sklenjeno za nedoločen čas, ne, tako da ni potrebno vsakič znova družini razmišljati, da imam. Tako, najbolj tipično je pa tako mogoče, ko je družina, mogoče, ko so otroci manjši, pa ne hodijo, recimo, da jim je, ne vem, ta umak sem si zdaj izbral, dajmo reči pak, ne. Kjer sem tudi jaz velikokrat. No, evo, ja. Super, evo. No, tako da to je ta empatija, zato, o kateri sem prej govoril. Ja. Ne, ja. Tako da mogoče, ne vem, kaj na začetku ne potujejo v neke daljne dežele, a ne, pa pol, ker so pa otroci večji, a ne, se odpravljajo tudi dlje, ne. Je pa pol smiselno mogoče tudi te pakete dvigovati glede na te destinacije, kamor potujejo. Nagrajevati, ja. Da se vidi kaj in kako. Omenili ste riziko odpovedi potovanja, torej da nekatera kritja vključujejo tudi to. To pomeni, da ne vsako, ne, je treba to kot verjetno dodatno opcijo tudi izbrati, ne? Ja, obstajata v bistvu 2 taka produkta sta na trgu. Eden je ta, kot sem ga že prej omenil, kot neko pavšalno zavarovanje, ne, kar pomeni, da vam ni treba vsako potovanje zavarovalnici pač javljati vsakič sprotne, ampak zato rečem, da je to neko pavšalno in se dodajo k tem turističnim zavarovanjem. Ne. To je tak tipični standard pri nam tržni, pa tudi v tujini imajo podobne rešitve. Ne. Drug produkt je pa, ko greste vi konkretno na neko potovanje, za katerega ste plačali, ne vem, 2000-3000 evrov, bodi si ste ga kupili pri turistični agenciji ali ste si ga pa sami sestavili, ne. Ker včasih smo ljudje potovali večinoma prek agencij, še zdaj agencije uporabljamo, ne, ampak je vedno skozi več pa ljudi, ki si sami sestavljajo. Se pravi, kupam najprej letalske karte, kupam hotel, kupam rentakar, kakšne vstopnice za dogodke, grem na koncert v London, pa kupam hotel, letalo in tako naprej. Ne. In pol v primeru, če ne bi mogel iti na tako potovanje, ne, se pravi, ne vem, sam sem zbolel ali pa moj otrok je zbolel, pa moram skrbeti za njega. Zgodi se, ne vem, če spomnimo pred 3 leti, ko so bile hude poplave v Sloveniji, ne, če vas v četrtek doleti elementarna nesreča katastrofalnih dimenzij, ne, naslednji dan bi mogel iti pa na koncert Harryja Stylesa v London, seveda ne grem, ne, ker rešujem pač premoženje doma, ne, v takih primerih vam pol zavarovalnica povrne te stroške, ne. Zelo aktualno je pa te razširjene verzije tega ponudba, različice, ne, vam pa krijo tudi recimo take dogodke, kot se zdaj dogaja na srednjem oziroma na Bližnjem vzhodu, a ne, kjer zaradi nekih
vojnih stanj oziroma zaradi nekih stanj, ki pomenijo ogrožanje človeških življenj, ne, tudi ne greš na potovanje, ne, tudi ministrstvo ti reče, odsvetujemo, ne, ali pa ne vem, vsem našim državljanom svetujemo, da takoj pejte iz te države, ne, in jasno ti ne greš pol na dopust, ja, ne, in tudi taki dogodki oziroma tudi taki vzroki so lahko nek trigger, da zavarovalnica potem povrne te stroške potovanja, ker se ga pač niste mogli udeležiti. Govoriva to tudi o stroških, ne vem, letalske karte in take stvari? Tako, vsi stroški, ki so povezani pač s tem potovanjem, ne, in vam jih ne vrne, bodi si prevoznik, agencija in tako naprej. Tako je. Se pravi, recimo takšni primeri, kot jih je bilo zdaj res veliko, ki so že imeli letalske karte, pa nastanitev za Dubaj in ja, ključno je, da šli, tako ne? zavarovanje pa če treba skleniti, preden do teh dogodkov pride. Ne. Se pravi, ko se je začela ta kriza, Ja, ne, če bi seveda. naslednji dan prišli, bi vam pač zavarovalnica rekla, lahko sklenete tako zavarovanje sicer, ne, ampak vam ne bo, za Dubaj vam ne bo veljalo, ne, če se bo pa Bog ne daj sicer še kakšno vojno žarišče pač na svetu, ne, za tisto vam bo pa veljala. Ne. Ključno je, da v momentu, ko ste sklenili zavarovanje, ne, da je bil ta dogodek negotov, ne, se pravi, ne da je bilo že gotovo, da bo To je pa pač spet tako zavarovalniška stanje, ne. Biblija. Ne? Točno tako, Grem evo, kar stran raj od te nekaj teme. ste se že naučili, vidim, Ja, tako da nekaj sem super. se že, pa grem raj mal stran zdaj od Dobro. vojnih zadev in tako, ker če sva že umak tako zelo ujela, Okej, se da. bojim, kaj sporočava v vesolje. Dobro. Prav greva bolj k prijetnim temam. Ena od prijetnih tem je pa seveda zagotovo tudi ta, ki sem jo že prej omenila, ta mirnost, s katero lahko gremo, a ne? In pa dobra izkušnja, ki jo posameznik potem iz zavarovalnico dejansko lahko ima. Zdaj bom kar malo iz lastne spet perspektive pristopila k naslednjemu vprašanju oziroma izkušnjo bom delila, da ko se nekaj zgodi, če tudi ni tako zelo grozno, je ta empatija, ki ste jo prej omenjali, ta občutek, da je nekje nekdo za tebe ključnega pomena. Moja izkušnja z vašo zavarovalnico mimogrede je bila takšna, zato tudi lahko to poudarjam, to empatijo. Se mi pa zdi, da včasih ni seveda vse samo od zavarovalnice na drugi strani, je tudi malo od posameznika, kako a ne, pristopi k stvari, koliko je takrat v neki paniki in tako naprej. In to paniko dejansko lahko zelo, zelo zmanjšamo, če vemo, da imamo te zadeve urejene. Kaj je tisto, kar bi zdajle recimo vsem, ki naj jo poslušajo, svetovali, položili na dušo, da naj storijo, predno se kam odpravijo? To, kar sva že omenila, ne, da preverijo pač, ali imajo takšno zavarovanje, ne, če ga nimajo, pač naj ocenijo to tveganje, ne, so pripravljeni sami nositi pol ta tveganja ali ne, ne. In ukolikor sklenajo takšno zavarovanje, ne, tudi pri teh dogodkih, ne, iz naših pač izkušenj, ne, nekako svetujemo, vedno želimo čim več informacij pač pridobiti, ne, zato da si znamo predstavljati, v kakšna situacija. Potem nekako poiščemo najbolj optimalno rešitev, ne, in običajno komuniciramo potem svojci teh ljudi, ki se jim je nekaj zgodilo, ne, si predstavljate, če se vam slepič vname, potem niste sposobni komunicirati z nobenim od bolečin, ne. Tako da ponavadi te izkušnje so praviloma dobre, no, vsaj večinoma, kar imamo opravka oziroma ko rešujemo te stvari, ne. Seveda včasih tudi pride do tega, tako kot ste že sami omenili, ne, to so okoliščine so pač težke, ne, tako da tudi mi naše agente oziroma naše sodelavce, ne, tudi to imamo te treninge, ne, da to niso običajne situacije, ne. Bistvena razlika, če greste vi v trgovino po kruh in mleko, ne, ste čisto v drugem emotivnem, bom rekel, naravnanju, kot ko se vašemu otroku nekaj zgodi, ne veste, kako mu pomagati, ne. Tako da se mi zdi, tle je ključna pač ta komunikacija, ne, in to je pač nekaj, kar bi mogoče sporočil vsem. Seveda, prva želja je, da ne boste potrebovali tega zavarovanja, ne. To je najbolj optimalni scenarij, ja, da sem to kupil, hvala Bogu, da nisem potreboval, ne. Če pa pride do tega, pa super, da sem ga kupil, ker mi je potem veliko tega pač prikrajšanega oziroma nekdo drug namesto vas opravil vse te stvari, ki jih morate opraviti v takih primerih. Jaz bih temu morda samo še dodala, da če imamo denar oziroma če namenimo določeno vsoto denarja za to, da gremo na potovanje, potem ne šparajmo pa pri
takšnih osnovnih stvareh, lahko rečem mogoče osnovnih, zato ker nam bistveno bolj lahko pridejo prav, kot pa ne vem, hotel, ki stane morda 200 evrov več, ker nam je všeč. Ker se mi zdi, da včasih, tudi pri avtomobilih, konec koncev je včasih tako, podobna zgodba. Ni problem dati veliko za avto, ampak pri zavarovanju pa malo pri šparu, dokler ne pride do česa. Če se nič ne zgodi, se izkaže odločitev za dobro, ampak zavarovanje ne sklepaš, če se ne bo nič zgodilo, ampak ravno za take primere. In tako kot ste omenili poplave, so bile en tak lep primer. Koliko je bilo območij, kjer ravno za poplave niso imeli zavarovano, ker saj to se pa še nikoli ni zgodilo. Najlepša hvala za vse nasvete. Jaz priznam, da grem zdaj najprej preveriti, kakšno zavarovanje imamo družinsko. Da greste Umag. Ne. Umag bo še malo počakal. Lepe počitnice vam želim, brezskrbne, mirne in zdrave. Enako tudi vam, vsem poslušalcem, pa najlepša hvala za vabilo. Z veseljem.